umazane lase. Čaki. V redu. Hello, dragi moji in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Lucija in sem vesela, da ste kliknili na tale video, vlog. A zakaj nosim kapo? Dobro vprašanje. Lena sem bila in se nisem umila las, tako da noben ne bo vedel. Zunaj je mraz, jaz sem v polovrčku in pa losi pajkicah, pa štumfih, vijoličnih, tega ne bomo gledali, ker so ful napašajo zraven, ampak sve smo doma, noben me ne gleda. Razen cela Slovenija tlele, ker objavljava, ne, ampak dober, v redu je. Dobrodošli v moji kuhni! Oziroma ni moja kuhna, je kuhna od moje mami in to je vse, kar imam za povedati. Tale vlog začenjam doma, ker grem danes popoldne najbrž v City Parku pa darila za Božič, da malo obdarim mojo družino in moje najbližje. Mogoče bom pol naredila haul, kaj sem kupila, ne vem, če se mi bo dal jeti sploh, tako da bomo videli. In ja, imam pa eno tako zelo zanimivo, oziroma zelo exciting stvar vam za pokazati. Pazi zdaj. Fak, polila sem. Budala. Kaj ga itak nisem prej spraznila, ne? Ja, bravo, Lucija, bravo. Mami, če tole gledaš, oprosti. Si sem pospravila, pa pomila sem tudi. A se vidi? Dej čak, pridem nazaj, sam pomijem. One eternity later. Ok, sem zrihtala. Ni tekel iz kavomata, ampak je tekel iz tukile, ker nisem prej spucala, ne? Ker to je moja krivda, priznam. Zdaj še enkrat pokažem. Pogledam, jaz imam Dolce Gusto kavomat. Ok, nisem ga lih kupila, oziroma ni lih moj. Kontaktiral me je en moj kolega iz mojih koncev, da se je zdaj podal v eno tako poslovno priložnost, imenuje se Sposoja kavomatov na dom, oziroma Kavomati na dom, se mi zdi. Bom od spodaj postila link, da si boste vse lahko pogledali. In je rekel, če bi si želela, dokler sem še v Sloveniji, en Dolce Gusto kavomat in seveda ene par kapsul za kavico. Sam te meni omenil kufe, sem bila jaz tako... Aj tle sploh kakšen drug odgovor, kakor ja, a ne? In zraven mi je dodal še kapsule, da me zdaj pokažem. 1, 2, 3. 3 različne vrste kave. Ko je on mene kontaktiral in mi rekel, ej Lucija, a bi ti probala pač imeti kavomat za izposojo, za dokler si ti v Sloveniji, sem bila jaz kar tako, what the fuck, stari, kakšen kavomat, a to je rabljen kavomat, a to mi ga boš kar dal, ali kako je to. Ker res nikoli še nisem slišala, da imaš lahko kavomat doma za izposojo. Iskreno sem si ga vedno želela, ampak načeloma še nisem nikoli investirala v kavomat in se mi zdi, da je to ena taka super priložnost, če nisi ziher, da ti bo kava iz kavomata všeč, ali pa si preprosto pač ne moreš prvoščati kar direkt iz nič en kavomat in ga pol nekako plačuješ po obrokih. Fora je v tem, da če vzameš ta kavomat na dom, dobiš kavomat za ston in na koncu v bistvu plačuješ samo za kapsule. Mislim, da imaš pol letno naročnino ali mesečno. To piše vse na njihovi spletni strani, si lahko greste pogledat. In mislim, da imaš tudi en mesec brez naročnine, to pomeni en mesec poskusne dobe, kjer daš lahko pol kavomat nazaj, če ti slučajno ni všeč ali pa če slučajno ti enostavno kava ni v redu, oziroma pač karkoli. Zdaj pa dosti govorjena, dajmo zavrteti en birol, kaj si prištimam kufe, en ta tret, ta drug? Ta drug, danes. Damn! Ok. In to je cela znanost, ne? Čakaj. Mislim, meni je kava super, itak sem izbrala zdaj ne toliko močno glede na to, da sem že 2 spila danes, oziroma 1 ali 2, ne vem. Meni se zdi to res ena super ideja za tiste, ki ne vejo, a bi imeli kavomat ali ne. Pač probate in pol vidite, a vam je všeč, a vam ni všeč. V glavnem, če vas zanima, res hvala še enkrat Sandiju za sponzoriranje tega videa. Kakor sem že rekla, če vas zanima, link bo dol v opisu tega videa. Pa si pogledajte vse pogoje, itd. Jaz sem zelo presenečena, moram reči, kdo ti še posod kavomat na dom. Nora, kaj smo prišli? Mislim, vse to so same dobre stvari, ne? Kdo ne bi imel take super kavice doma? Zdaj še v štarijo ne rabaš jeti.
Aja, itak je vse zaprt. V glavnem, imamo drugačen feeling, kot pa če se doma skuhaš tisto turško kavo. Pa sej, ne rečem, meni je turška, ampak tole pa za pocrklat. The next day. Ura je 20:08 in jaz sem lihkar prišla domov. Bila sem v shoppingu v City Parku, ker sem čisto iskreno malo precenila tole korono in v Dubaju nisem kupila skoraj nič božičnih daril, tako da sem jih mogla vse kupiti tukaj v Sloveniji. In hvala Bogu so odprli, ker če ne bi imela nič, dobesedno nič za moje domače. Tako da ja, tole bo en tak hiter haul, kaj sem kupila za božična darila za moje domače in pa tudi ene par stvari zame, ker pač, ja, vse veste kako je, a ne. Hodila sem povedati, da gre tale vlog ven po božiču oziroma na božič, tako da bo večina daril že danih. In brez problema pač moji sorodniki, sorodnice, kdorkoli to gleda. Ja, zdaj pa kar začnimo, ne, imamo take zelo zanimive stvari. Ja, pa ne ozirite se v zadnje sobo, ker jo imam v Rasulu spet, pa 2 dni nazaj sem jo pospravila. Sploh me ne vprašati, kako je to mogoče. Ne vem. Prva stvar so bili dvoje čevlji. Jaz imam samo ene zimske čevlje, tako da sem se odločila, da je mislim, da skrajni čas, da si kupam še ene. In sem si kupila v masu tele bele bularje oziroma take čevlje. Moj oči je skoraj bruhal zraven, kaj jih je videl, ampak mami me pri tem podpira, tako da jaz mislim, da so ful hudi in da bojo res pasali k vsakmu outfitu oziroma karkoli bom imela. Pa še zimski so, pa visoki, pa za sneg, pa za plundro, tako da... Plus tega, da sem danes dobila urnik za januar, ker januarja grem nazaj v Dubaj. In imam let v Moskvo in v Moskvi je fucking mraz, tako da bojo teli res prišli prav. Potem sem pa še vzela ene supergice, ker rabam navadne bele supergice, ker čisto vsake zgonam. Mislim, da se nisem kupila navadnih belih supergic že 2 let. Imela sem All Starke in sem jih toliko znosila, da se je od spodaj luknja ratala, tako da... čakaj. Sem si kupila tele čisto navadne supergice, nič posebenega, čakaj no. Mislim, da so bile še znižane za 20%. Video jaz to zdaj tako pokažem od blizu. Pa se to sploh kaj vidite? Kaj sem jaz to za nič youtuberka? V glavnem, zdaj jih bomo umazala ta prvič, kaj bom bula, ampak le, nimaš kaj, a ne? Ja, še tole sem vam hotela povedati. Ko sem v masu plačevala te čevlje, mi je pa zajalka tako rekla, ful hudi vlogi, in jaz sem bila kar tako, kva? Čisto zaštekala, ker tako sem bila, hvala, ker res mi še noben ni prepoznal v javnosti in mi je bilo kar tako, pač bed mi je bilo čist. Ampak, če gledaš to, prosti ne vem kako ti je mi, ampak res hvala, prav polepšala si mi večer. In ja. Naslednja trgovina, ki sem šla danes, je bila Baby Center. Baby Center, prosim, sponzorirajte me. Hecam se. Fora je v tem, da je toliko mojih kolegic rodil v tem letu, ko sem jaz šla v Dubaj, oziroma v tem letu, ko sem jaz bila v Dubaju, da imam zdaj en kup luškanih otrok za obdariti. In fora je v tem, da sem en otrok kakor ena tetka, čeprav nisem iskreno tetka, ampak sem pač teta z Dubaja. In ga imam res rada, mojega ljubja. Tako da sem mu kar kupila tega poganjavčka, ki je 2 v 1. Mislim, da lahko je kao poganjavček, neki se lahko kao igra, pa neki poriva. Ne vem, ne bom povedala cene, ker tista kolegica pa njen fant, ki imata tega otroka, gledata ta video in pa boste vedela, koliko sem plačala, tako da no go. Tega drugega je pa v bistvu isti, ker mi je bil toliko všeč, da sem rekla, zakaj ne bi za oba dva otroka vzela isto. Smo pa kupile sošolkicami za eno drugo sošolko, ki ima pa tudi otročka, ki bo pa zdaj star 1 leto, tako da... Wow, stari, vsi imajo otroke. Noro. Gremo lepo dalje. Ugante, kaj je to? Primark. Ok, to pa ni z Primarka, čakaj. Ok, pa bomo pa naprej to. V glavnem. Tole jaknico sem kupila za mojega brata za božička, moram jo lepo zaviti, ker sem rekla, zakaj pa ne pač, ker zdaj, ko ga lahko malo počastim, zakaj ga ne bi. In ja, ne vem, zdela se mi je taka huda, lušna, kupila sem jo pa v Reserved, pač bila je 40 €, ampak se mi zdi, da je dosti topla za prehodno jakno in tudi po mojem za eno tako milo zimo. Tako da ja, jaz upam, da mu bo všeč. Tukaj noter imam tudi še tale suh šampon, ki sem ga kupila v Millerju in sem ga sam tako vrgla tukaj v vrečko, ker zakaj bi rabila novo vrečko. Tega skozi uporabljam za moje blond lase, res je super. Tako da... Zdaj pa res preidemo k Primarku. A ni huda vrečka, no? Pač, le to, no?
Ljubljana piše Primark in me vpraša, a bi si želeli tole vrečko, glede na to, da imate toliko stvari in bla bla bla, in jaz tako, pač ne vem, a ne, in on sem rekla, kakšna pa je, in mi pokaže, in jaz kar tako, ja, bom vzela, ker jo bom vzela s sabo v Dubaju in vsakeč, ko bom šla kupiti pizzerijo za moj hladilnik, bom šla takole, s to vrečko, ne, promovirati Ljubljano, Slovenijo. Lepo prosim. V glavnem, bila je 2 evra vrečka, kar malo velika, ampak lej, nimaš kaj. Ok, prva stvar, ki sem si kupila, so tele ful luškane spodnji del pižame, ne vem, lahko je pižama, lahko je trener, ker se bom nosila kot pižamo, čak da jo obrnem, ker sem jo že probala oziroma pokazala mami. Tako eni jelenčki so gor pa neki. Take ful podobne imajo Victoria's Secret v Dubaju in so bile po mojem, da več kot 30 evrov en kos, torej sam tole je bilo pa mislim, da 13 evrov. Ja, 13. Džabe. Potem sem si kupila set puloverjev, ker res rada nosim takele puloverčke. A se to reče puloverč? Ne vem, zimske majice. Vsak je bil po 8 evrov, tako da sem si vzela sivga, bež in pa belega. Fora je, da v Primarku zaradi te korone ne moraš nič probati, tako da sem upam, da mi bo prav. Če ne bom pa podarila kakšnemu oziroma kakšni moji kolegi. Kupila sem tudi nogavice, zelo zabavno, zelo nič posebenega. Spodnje perila, o tem ne bomo se pogovarjali. A sploh rabim kaj razlagati, jaz nosim po mojem 100 žab na mesec oziroma takrat, ko imam lete, res na vsakem letu moramo imeti pač te najlonke. Tako da sem jih kupila tle v Primarku, ker so res poceni in se mi ne da zdaj bavati z unimi dragimi, tako da... Ok. Ja, potem sem si kupila še en set nogavic, ker nimam čisto zimskih nogavic, to sem šele zdaj porajtala, ker sem prišla nazaj v Slovenijo, ker v Dubaju itak ne rabim zimskih nogavic. Potem sem si pa kupila še šal. Sem res velika ljubiteljica šalov, sploh po zim. Tako da ja, dvoje sem si kupila, se mi je zdelo, v glavnem dvoje. Pa sem kupila še en šal, ki je mečken drugačen, a se vidi. Ja, ta je mečken bolj svetu. Sem kupila za eno mojo sošolkico, ker imamo Secret Santa, tako da je to za njo. In za njo sem kupila tudi tale luškan ruzaček, spet v Primarku bil je 10 evrov, v redu. Ker imamo budžet, mislim, da 20 evrov tam nek, tako da šal, tole pa še malo sladkarije dam zraven in bo lih prav. Potem pa sem zase kupila še tole torbico, vem, ful je čudna, ampak čaki, daš takole ven, ne? No, dej. Da vam samo jaz to demonstriram, kako bi jaz to nosila. Ne bi nosila takole ena p***a, ne? Ampak bi nosila takole, ne? Čakaj. Zdaj imam lih trenerko gor, se ne vidi dober, ampak v glavnem nosila bi takole, če bi šla, ne vem, samo v shopping ali pa v klub ali pa nekaj, da imaš nekaj majhnega, samo tako, da daš ženarnico, telefon, pa ene robčke noter, pa šminko. In to je to. To je vse, kar sem kupila, zdaj sem tle naredila celo zmešnjavo. Že tako imam sobo razsul, vzel pa še to tle do jutra, ker se mi zdaj res ne da pospraviti.